Tudi pri oddaji Kaj dogaja se pridružujemo dobrodelni akciji Pomežik soncu, ki jo vsako leto organizira Zveza prijateljev mladine. Del akcije ste lahko tudi vi in počitnice na morju omogočite številnim slovenskim otrokom. Pošljite SMS Pomežik 10 na 1919 in prispevajte 10 evrov. Lahko pa tudi nakažete želen znesek na račun, ki se vam bo izpisal na ekranu. Na ekranu pa lahko že vidite telefonsko številko in bančni sklic, na katerega lahko darujete sredstva za brezskrbne počitnice. Več o sami akciji pa nam bo zaupala ambasadorka projekta Tinkara Fortuna. Tinkara, živjo. Dober večer. Živjo. Program Pomežik soncu letos praznuje že 25 let, ti pa si prvič postala ponosna ambasadorka. Kako to, da si se odločila za ta korak? Ja, res sem ponosna in v čas mi je, drugače pa oni so me povabili in sem res takoj v isti sekundi rekla, to je pa taka čast, da rečem takoj ja, zaradi tega, ker smo tudi Bipopovke že vsa leta dobrodelne in zelo radi sodelujemo pri teh projektih. Jaz pa še letos poleti izdam to pesmico Počitnice, prvo otroško, in se mi zdi, da vse tako super sovpada. Kakšna pa je vloga ambasadorke programa? Ja, predvsem, da se udeležim recimo takšnih aktivnosti, kot je tale danes, širim dober glas in seveda spodbujam ljudi, da čim večkrat stisnejo Pomežik 10 na 1919, da probamo čim več otrok usrečiti letos. Zadnjič sem ravno izvedela, da je v 25 letih že več kot 17 000 otrok so peljali na počitnice in malo za šalo, malo za res, zakaj pa ne bi letos prišli že do 20 000 recimo. A greš na kakšno izmed letovanj? Boš obiskala? Sigurno se bomo dogovorili, pa jaz hodim v kamp v Savudriji že vsa leta. In vsako leto vidim te otroke, ko se tam kopajo na isti plaži, pa tudi sem jih že obiskala. Super. Na kakšen način pa lahko starši prijavijo otroke? Ja, na več načinov, oziroma zanimivo je, da lahko skupaj letujejo in otroci iz socialno šibkejših družin, zato poskrbi ponovadi CSD in šole, drugače pa lahko tudi plačajo starši letovanje za svojega otroka ali pa preko zdravstvenega potrdila. Tako da najbolje, da pogledajo na stran od Zveze prijateljev mladine Slovenije, tam so vsi podatki. In ja, upam, da res čim več otrok srečimo. Pa da prete do 20 000, ne? Ja, ja. Ena izmed lokacij si rekla je Savudrija. Kje so Ja, mislim, da je več kot 17 lokacij, ob morju, tudi v planinah, tako da tudi to je vse navedeno na njihovi strani. V Savudriji se sigurno vidimo letos. No, poleg tega, da si ambasadorka počitnic za otroke, pa ustvarjaš tudi vsebine za najmlajše. Katere vsebine ustvarjaš? Ja, res je. Pišem otroške slikanice, 4 so že. Drugače pa, tako sem že prej omenila, letos oziroma kar čez par tednov izide moja prva avtorska otroška pesmica Počitnice. Tako da jaz se zelo, zelo veselim in se mi zdi, da je to neka nadgradnja mojega dela. Jaz veliko nastopam v vrtcih, šolah, plešemo, pojemo in ponavadi na druge pesmice, zdaj bomo še pa na moje, ne? Pa tudi seveda od Bipop. Se pravi, posneli ste videospot, lahko ga vidimo kje, kaj, na YouTubeu? Ja, videospot za počitnice bo od začetka junija naprej, zdaj še snemamo kadre, lahko pa povem, da bo v njem nastopalo več kot 500 otrok, tako da ja, smo zdaj na večjih lokacijah posneli kadre in bo super, zelo se veselim. Kaj pa skupina Bipop, ste zelo, zelo aktivni, kaj nekaj pripravljate, kje vas lahko vidimo? Zadnjih 5 let smo že zdaj na sceni kot Bipop Ladies oziroma Bipop ženski trio. Se spremljam. Ja, no super, super. In zadnja novička je, da smo sprejete na Melodije morja in sonca. Smo se prijavile in 7.7. upam, da boste gledali, navijali, glasovali Bipop nazaj. Se pravi, forma se stopnjuje, ne? Ja, vedno moramo počasi, ampak zagotovo. Kaj sem razmišljal, a bi te lahko mogoče povabili na malo teraso? Jaz sem vedno za hece, tako da dajmo. Ja, dajmo. To se mi zdi zelo dobra ideja. Tinkara, si za? Ja, vedno. Gremo. Dobre. Pa gremo se vpet? Ja, ti se greš vpet. Veliko sreče s projektom in očitno bodo počitnice letos kar delovne. Upam, da bodo čim bolj uspešne. Računamo na 20 000 otrok na počitnicah. Do takrat pa eno. Do takrat pa Pomežik 10 na 1919. Čim več ustvarjalne energije. Hvala enako, super ste.